Zelo dobra je recimo ta misel, ko dejansko, zdaj sem se v Zagrebu, sem se srečal z Anito Murjani in ona pravi takole. Ona se veš, da je bila lansko leto izbrana med 100 najbolj duhovnimi ljudmi na tem planetu. Ja, ona je zbolela, pravi tako, ne? pustva to misel, da nama našla. Ona je v bistvu rekla tako, daj zjutraj, ko se zbudiš, in se vpraš, če bi ljubil samega sebe brezpogojno, kako bi preživel ta dan? Prav, potem pa preživi ta dan. In na koncu primerjaj s tismo, kar lahko si tu zapišeš, seveda, na koncu primerjaj to in boš videl, koliko v bistvu je, dejansko si res preživel ta dan, koliko si ga želel, ne? In logično, večina ljudi bo rekla, seveda, ja, pa je ti nekam v služba, podganjal dirko, ne? Jaz moram narediti dan tako, kot imam obveznosti, ne? Ampak zdaj pa, kaj pa poanta? Prej sem rekel, mind is brain in action, govoriva o zavesti, ko zavest opazuje vse te naše procese, ker ko ta zavest dejansko, ko ti sprožaš take kode, jaz temu pravim kode, ko jih ti sprožaš, potem, kaj se zgodi? Zavest se ti širi. In to je tista poanta. In tudi, če sedaj ne doživljaš teh stvari, nekje polniš to kritično maso zavedanja, kako bi pa želel. In ti dejansko svet znotraj nas se izraža v svetu zunaj nas in ti dejansko vse gradiš svoj notranji svet. Ampak problem pa je, če si na avtopilotu, če živiš na inerciji, ker v končni fazi, če tako gledamo, ne, v bistvu, če teh 5%, česar se zavedamo in da delamo na nedoločenih, ne rečva temu ciljih, čeprav to je spet ena stvar, ki povzroča kroničen stres in je ciljev nikoli ne uporabljam kot besedo, ampak vedno kot vizija, ker z vizije črpaš moč, inspiracijo, motivacijo in pogum. V glavnem, ko dejansko širiš te stvari, skozi to zavest, potem ko ustvarjaš ta notranji svet, potem se svet znotraj nas izraža v svetu zunaj nas, se manifestira. In recimo, če dava kar primer pri Aniti, eni pravi Murjani, eni Murjani, če rečem primer, jaz sem v bistvu dejansko v notranjem svetu ustvaril, da sva se midva spoznala.